Pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki komi čakate leto 2024, kaj nam bo prineslo. Z vami je Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, in skozi prizmo karmične prognoze pogledam energije novega leta. Vse te energije se začnejo že ponavadi 21.12. na dan najdaljše noči in imajo vpliv vse do naslednje najdaljše noči, ker je to naravni ciklus. V glavnem, če ljudje ulovimo ta prav naravni ciklus, če pazimo, da imamo dobro poštimano tam, kjer je šibka točka, potem nam ne more biti nič hudega. Leto 2024 bo v znamenju predniške karme in skozi to bojo mnogi začutili težavo, ki potrebujejo celjenje starih ran. Na kolektivni ravni imamo popravni izpit, priložnost za popravni, da plavamo s tokom, ne več proti toku. Kakršnakoli dejanja, delovanja, ki niso v skladu z nami, delovanje proti toku pripelje slabo. Se pravi, če srce ljubi eno osebo, bodi z njo, ne pa samo razmišljaj o njej. Misel, emocije in fizično delovanje morajo biti usklajeni, sicer bo že poleti junija v drugi polovici, okrog 15. 18. junija, nekaj močno privrelo na dan. Takrat se iz ozvezdja Plejad neka negativna dušna skupina, rečemo ji tudi meduze, pa tudi zmaji in usporedniki približujejo Zemlji in Zemljanom in imajo velik vpliv na to. O tem bom še pisala. Zdaj bom dala zelo močen poudarek na prvo polovico leta 2024 in pomagala vam bom tudi z brezplačnim dodatkom, se pravi ob branju dušnega zapisa, zastonj še pregledam vašo predniško karmo. Leto 2024 je v znamenju osmice in zato je zelo pomembno, kakor zunaj, tako znotraj. Se pravi, a si tam, kjer ljubiš, a si s tistimi ljudmi v tistem okolju, kako so tvoji hobiji, a premalo športaš, nepravilni športi, kako je tvoje počutje, se pravi to, kar vnašaš vase in dajaš navzven. Se pravi, znotraj, zunaj, zgoraj, spodaj, vse smeri in na kakšen način si dušno povezan z ljudmi. Mi smo dušno povezani z ljudmi v dveh aspektih. Eden je pozitiven, eden je negativen. Recimo, dobra dušna povezava je oboje stransko, daj, dam, jaz tebi nekaj dam, ti meni nekaj drugega. Se pravi, mož, žena, ona ima večjo vlogo v gospodinjstvu, on ima pa večjo vlogo pri služenju denarja. Naprimer, ali pa eden kuha, drugi žaga drva ali pa skrbi za zidarje in tako naprej. Se pravi, ni nujno enako, kar daješ, tudi prejmeš, ampak daješ nekaj na en način, prejemaš nekaj drugega na drug način. Ker se bo v letu 2024 intenzivno čistila predniška karma, lahko pričakujemo zelo močne energije Zemlje, to je druga čakra. Druga čakra govori, mislim, da je na strani 119, govori o tem, kako občutimo svojo pripadnost. V Sloveniji na Slovenijo bo karma pripadnosti, druga čakra, zelo močno na testiranju. In sicer, ko govorim o teh energijah, upoštevam to literaturo, ki jo jaz upoštevam, ker je pač veliko različnih tega in od učitelja do učenca, od učenca na učenca, od tistega učenca na učenca, na koncu pride ven kot tista igra telefon, jaz povem tep, ti poveš petim drugim in na koncu sta 10 dobiven čisto eno novo zgodbo. Jaz se učim od indijskih mojstrov, tudi mojstrov z Tibeta, tako da te stvari sem pisala v knjigah, akaški zapisi osnove dušne matrice in akaški zapisi mojstrstvo duše. Božanska manifestacija, se pravi fizična izkušnja, fizično doživetje, s kom si, s kom se družiš,
kakšna so tvoja čustva, a si po sili razmeri z nekom, a se preveč prilagajaš določenim ljudem, da si že žrtev, bi se reklo, nekih toksičnih odnosov, od koga si prevzel vlogo žrtve. Če si ženska, je verjetno po mami ali babici, a ne, če si moški, se tudi lahko preveč žrtvuješ. Mnogo moškim se godijo krivice, ženske zlorabljajo položaj, prepoved približevanja, ti pa ne dovolim stike z otrok. Tako da ta manipulacija bo se nehala, to je leto čiščenja družinske karme in zloraba inštitucij, zloraba nekih organizacij, tudi humanitarnih organizacij, te stvari bojo privrele na dan, to se bo nehalo in to v drugi polovici leta. V prvi polovici leta imamo pa še ogromno časa, da stvari spremenimo, popravimo, da dodelamo, da nekaj na novo zacelimo. Če smo bili ranjeni, zacelimo, oziroma hočem reči, da nekaj na novo zastavimo, ukolikor smo se najdli, da plavamo proti toku. Kako veš, da plavaš proti toku? Boriš se za stvari, ki jih v resnici nočeš. Delaš službo, ki jo v resnici sovražiš ali pa vsaj ne maraš. Si v skupini ljudi zato, ker imaš določene privilegije in tako naprej. Se pravi, v letu 2024 bo energija taka zelo valovita, ko nas bo vrgl gor, energije ful, ko surferji. In potem sledijo neki padci, hiter entuzijazem, dajmo to in potem, a je to vredno ali ni, padec dol in spet. Se pravi, takrat, ko imaš pravi val, zajemi in vzdržavi to kondicijo, da prideš do cilja. Ne, danes bi ta cilj, jutri bi pa čist kontra, se pravi, danes se menimo, da bomo šli na morje, jutri pa že v hribe, ali pa kar v terme. Tako da ne preveč zbeganosti, imeti jasne cilje. Če so bile tvoje prednice ali pa predniki zelo zbegani ljudje in so vso vodstvo prepustili nekomu drugemu, ja, bo že kako, ja, bomo že videli sproti, ja, čakam, da se odloči nekdo drug, kam bom jaz in kako bom jaz. To je zelo škodljivo. Se pravi, vloga žrtve ali pa nasilna avtoriteta, zloraba, manipulacija inštitucij, vse, kar je v uniformi, se bo kar fejst prečiščevalo. Se pravi, na dan bojo pri uniformi so uniformirani zdravstveni delavci, gasilci, policija, vojaške službe. Veliko teh uniformiranih poklicev sem videla, kako so nezadovoljni, kako hočejo nekaj izboljšati. Leto bo ekstremno na teh področjih, ko bojo tisti počask se nabira noter. Se pravi, mnogi ljudje me vprašajo, a misliš, da bo vojna? Klasična vojna, tako kot so bile prva in druga svetovna vojna, lahko pričakujemo tretjo svetovno vojno. Tretjo svetovno vojno ima človek znotraj sebe in se bo pokazala tudi kot ali pretirana pasiva, se pravi vse požreti dol in vse gledati, nič narediti, predaja, ali pa kot pretirana aktivnost, hočem zdaj in hočem spremembe takoj in naenkrat za vsako ceno in tako naprej. Se pravi, imeli bomo ogromno energije in kako bomo upravljali s to energijo, je važno, da res vemo, da smo pripravljeni. Se pravi, imej potovalke, ko pride vlak, da hiter greš. Bodimo kot surferji, ujemimo pravi veter, prave priložnosti in ko nam zmanjka energije, moramo pač malček pod prisilo se poriniti naprej, ne pretiravati s to siliti sebe. Se pravi, človek rabi toliko ur počitka, toliko ur prostega časa in toliko ur intenzivnega in fizičnega, mentalnega in tudi emocionalnega doživetja. Se pravi, emocije so prijateljstvo, ljubezen, romantični odnosi, izmenjava emocij, zaupanje.
treba je načrtovati in tukaj bo v letu 24, jaz sem zdaj eno novo tematiko odprla, se pravi, reče mi karma, ranjen del osebnosti, se pravi ranjena karma. To je tista najbolj šibka točka v nas samih, ki če jo samo takneš s prstom, že zaboli. Se pravi, če imaš žulje, pa ne moreš hoditi, ni problem, ne v čevljih, ne v družbi, ne v hoji, ampak samo v tisti boleči točki, ki jo imaš na stopalu. In kje ima Slovenija, ker zdaj govorim o kolektivni karmični prognozi, kje ima Slovenija to šibko točko? Ta šibka točka govori o napačni komunikaciji, govori o temu, da verjamemo napačnim ljudem, da se narobe izražamo in da je problem v mejah. Se pravi, mejaši, mejnik, sosed, ne? In kaj je moje, kaj je tvoje. In Slovenija ima tam največjo točko žulj, se pravi Slovenija kot entiteta, država z datumom rojstva, medtem ko kje imaš ti pa povem v tvoji osebni karmični prognozi. To je edina storitev, ki jo izdelujem v pisni obliki, naročiš na spletni strani, v spletni trgovini homegarden-shop.com ali pa na spletni strani homegarden.si. Zdaj, ker smo vsi del neke širše javnosti, se pravi, nas bo vse pestilo, vse, kar je na področju druge čakre. Tukaj se gre tudi za to, kaj je moje imetje, premoženje, preživetje. Pravzaprav počutili se bomo, da je lahko ogroženo naše preživetje, hrana draži iz dneva v dan, plače se samo nekaterim, manjšini dvigujejo, otrokom se štipendije znižajo, s 1. januarjem to že uradno vem, se pravi, kolikor sem gledala po čakrah, je druga čakra preživetje in pa občutek, lahko sploh preživim v tej državi, ali je, kaj ne naredim, tle ne gre se za varčevanje, tle gre se za to, da najdeš trdnost v sebi in da izživiš svoje potenciale, kolikor jih le imaš. Marsikdo bo kar mal prisiljen v kako dodatno dejavnost, sicer to je dobro, včasih je neka brca v rit kot prisilo usode dobrodošla, tudi jaz sem šla v podjetništvo leta 97 po sili razmeri, ker mi v tujini niso več podaljšali delovne vize. In dobro sem naredila, to je bila malčkana prisila. Tako da predelava hrane za kmetijstvo bo leto bolj ugodno od prejšnjih dveh. Tako kot veste, sem za leto 22 napovedala požare, kar so tudi bili. Mislim, da je bila to revija Ona, mesečna izdaja. Za leto 23 sem napovedala nevarnost iz zraka in koliko je bilo teh padavin, izdelala ta Pozejdonov atlantitski talisman, ker je Pozejdon bog vode, morja, rek, in vemo, koliko je bilo tle nekih ogromno enega dežja, kot da se ne more ustaviti, kot da rabi ta zemlja še za lansko leto, ki je bila pa taka suša. Se pravi, za leto 24 sem pa naredila po vizijah, po uvidih, ki sem jih prejela, dušna povezava, zato da boš trden v svoji duši, da boš ostal z ljudmi, ki te podpirajo, ki te imajo radi. Vsi se kdaj pa kdaj doma skregamo, ampak ne moreš kar spokati kufer pa iti, moraš prej ene stvari razčistiti, poravnati, za vsako figo ne gre kar neka eksplozija in teh potresov, pretresov in teh eksplozij tudi znotraj nas bo veliko, zato ljudje zdržite. Zdržite
In če je vaša prednica, recimo mama, preveč ali pa babica preveč potrpela, zato takrat ni mogla preživeti brez moškega, preprosto nisi mogel veliko otrok preživeti, nisi mogel sam drva žagati, fizično je bilo lahko ogroženo življenje, potem si ti lahko to nasledil in rečeš, jaz pa nič ne bom potrpela. Dejansko se ti zna obrniti v kontrasmer ali pa obratno. Če je bila mama ali pa babica brez partnerja, da si sama preživela, potem lahko misliš, ja, če so one, bom pa tudi jaz, in pol se odmikaš od partnerja. Se pravi, odvisno, katero vrsto programov in vzorca si prevzel in kako si ga obrnil. V vsakem primeru bo tlele zelo veliko dela na družini, na odnosih, na družinski karmi in tako, kot sem že v prejšnjem videu povedala, tudi na družinskem prekletstvu. Dosti urokov, dosti nekega, bi se reklo, družinskega prekletstva je v Sloveniji in to pač otrok dobi ob rojstvu. Res je pa, da vsak urok pade, se prime samo, če pade na plodna tla. Se pravi, moraš izpolniti določene pogoje, če ti kdo kaj naredi, da se te to prime. Vkolikor se ti je to zgodilo, če ne veš, če sumiš, če dvomiš, potem to naredim brez doplačila, samo še v januarju, v novem letu, ob branju dušnega zapisa. Se pravi, kaj bomo rabili vedeti? Rabili bomo ozdraviti družinske travmatične vzorce, ki smo jih prevzeli, rabili bomo biti iskreni do sebe, rabili bomo se povezovati s pravimi ljudmi, plavati s sabo, s svojim tokom, ne biti več po sili razmeri prijatelj z nekom, sodelovati z nekom samo zaradi ljubih koristi, samo zaradi ljubega miru, samo zaradi tega, ker misliš, da nimaš druge možnosti in izbire. Vedno obstaja možnost in izbira. In kaj bo najhujše za Slovenijo? Najhujše za Slovenijo bo politika zaposlovanja in pa uniformirani poklici. Se pravi, vse, kar je v uniformi, tam mora priti včasih ljudem, morajo priti določene stvari do dna, da rečejo, zdaj pa konc, zdaj pa niže kot tako ne gre, zdaj pa moram jaz nekaj spremeniti. In kolektivni upor zaposlenih, uniformiranih oseb, se pravi gasilci, vojska, policija in mnogi politiki bojo pod drobnogledom, ker tlele tudi sodni procesi, ki so zelo krivični. Slovenija, kot je že znano, v procesu sodstva dosega zelo skorumpiran nivo v primerjavi z drugimi evropskimi državami, smo kar na samem vrhu po tej korupciji in nepoštenosti v sodnih procesih. Tako da tudi sem sodijo uniformirani poklici. Zelo važen je tvoj odnos, bi se reklo, tebe do tebe, jaz mene do mene. Se pravi, kakor zunaj, tako znotraj, kakor znotraj, tako zunaj. In ta dušna povezava in obred, ki ga boste opravljali za svoje prednike. Poleg tega sem omenila drevo hrast. Drevo hrast bi pravzaprav moglo biti drevo Slovenije, ker lipo smo nekako že od naših prednikov prevzeli, ampak zdaj v teh časih, ko se ne počutimo več varne in trdne, ljudje si več ne upajo na ulice, bojijo se tujcev, migrantov, tega se nikoli nismo bali. Mi smo sprejemali akviziterje, ko sem bila majhna, čisto tako, si kupil karkoli od njega, nikoli ni noben nič ukradel. Zdajle pa, mislim, grozno, sploh po večjih mestih, tako da ni v redu puščati ljudi v hišo, ni v redu, ker ne veš, kaj pregleduje, ni v redu biti sam doma, ni v redu sam hoditi po ulici brez
sploh po spremstva v kakih večjih mestih in to po noči. Ni se dobro pogovarjati s tujci in zapletati, če ne veš, kaj je. In po vsem tem sklepaš lahko, ja, kje je pa moj občutek varnosti? A to je leto 24, mora priti določene stvari toliko nizko do dna, da ugotovimo, aha, kaj bi naredili, da bi bilo boljše. Kaj bi sploh lahko Slovenija naredila, da bi bilo boljše. Se pravi, tu se lahko vsak vpraša. In ko gledaš svoje prednike, bodi vedno pozoren, a so bili pošteni ljudje, v smislu srčni ljudje. Povezuj se s srčnimi ljudmi. A so imeli kakšna grozna sadistična nagnjenja, povzročali trpljenje množici, se pravi tudi živalim ne nazadnje. Ma trpljenje pomeni hude bolečine in stiske. Tlele imamo še v prvi polovici leta še hude epidemije, še šlepa zdravstveni sistem in še so tlele na udaru in religija in trgovina, sploh pa zunanja trgovina, uvoz izvoz in zunanja politika, odnosi naše Slovenije z drugimi državami, kar precej kaže slabo, tudi sodni procesi, vse to, kar je pod evropsko zakonodajo, kaže slabo Sloveniji. Najboljše je, da nimaš slabe karme po prednikih, da si rojen staršem, ki so te imeli radi. Če pač to ne, je tam tvoj žulj in ta žulj ti ne nudi zadovoljstva ob kakršnikoli, na kakršenkoli način stopiš na neko pot, je nekaj neprijetno in se vrneš nazaj. In to ni resnica, se pravi, da je to napačna pot, če ti ne rata. Gre se samo za to, da je treba prej ozdraviti tisti travmatični del, kar zaceli tvoj žulj, pol boš pa lahko šel in na novo pot, se pravi in v novo stanovanje, in v novo podjetništvo, in se lotil novih hobijev, in tako naprej, se odselil, se začel izobraževati, usposabljati. Ogromna masovna gibanja bojo, se pravi, tako kot sem že pisala v eni reviji, še vedno to velja, da veliko ljudi zapušča Slovenijo, veliko družin, meni me konstantno odhajajo stranke, se pravi, jaz bom mogla iskati stranke v tujini. Ja, tako da imam že v lektoriranju novo knjigo, Sporočila Zorjana, ki bo prevedena tudi na angleški jezik za vaše prijatelje po svetu, v Angliji. V tej knjigi opisujem uvid za naslednjih 20 let, se pravi svet po letu 2025, ker 2024 je še tisto leto, ko rabimo, imamo popravni izpit, preden bo čist konca. Imamo ta, bi se reklo, šansa bo, da začnemo usklajevati sebe, šansa bo, da začnemo delovati iz sebe, iz duše, da smo povezani bolj med sabo, družinski člani, da smo bolj podporni eden do drugega in da si najdemo sorodno dušo. Tukaj v letu 2024 bo kar nekaj ljudi, ki bojo melanholični, če bo prišel, kdo bo že prišel, če pa ne bo, pa ne bo. Ja, ne, to je pasiva. Pasiva je negativni aspekt, bi se reklo, in ta pasiva ni dobra. Najslabše se bo godilo ljudem, ki imajo veliko skritih sovražnikov. Skriti sovražniki, to niso javni sovražniki, ja, on je moj sovražnik, tlele pokažem s prstom na njega. Ne. Skriti sovražniki so lahko inštitucije, se pravi policija, sodstvo, celo odpor do zdravnikov, pač slabe izkušnje iz tega ali prejšnjih življenj, ali pa imaš en dolg do njih, se pravi enkrat si jim se utekel, si jim zmuznil, zdajle se jim pa več ne bojo zmuznili. Mnogi, ki so kršili in zlorabili zakonodajo, bojo v drugi polovici leta slabo prišli skozi. Mnogi vodilni, ker, tako kot sem rekla, negativne duše bojo
vplivali na ljudi, ampak zadaj pride tudi pošiljka dobrih duš, zvezdnih duš in tukaj bo junij, julij bo tako zelo napeto, tako zelo posebno, da rajši naredim še en video, ki bo govoril samo o drugi polovici leta 2024, ampak vedno moraš vedeti, tista pravljica o prašičkih, se pravi, bolj trdna, ki je hiša, pa ti jo veter ne odnese, veter ti ne bo odpihnil, se pravi, če je kartonasta škatla, veter hitro odpihne. Tako da, če lesena je že malo boljše, če pa zidana, evo, in to trdno hišo bomo imeli, če bomo imeli razčiščeno predniško karmo, gojili dobre odnose z našimi, bi se reklo, otroki, starši, predniki in imeli v prvi vrsti dober odnos sam s sabo. Kaj pomeni dober odnos sam s sabo? To, kar mislim, moje misli vplivajo na moje čustva, se pravi, to, kar mislim, tudi dejansko občutim in to, kar občutim, tudi dejansko naredim. Z drugimi besedami, sem z ljudmi, ki jih ljubim in delujem za njihovo dobro, za skupno dobro. Se pravi, to je glavno vodilo. Če tega ne moreš, da si ujetnik neke usode, joj, koliko ljudi sem jaz srečala preko terapevtske regresije, z enim živi, drugega ljubi, majhen otrok je, hiša še 10 let na kredit ali stanovanje, v glavnem grozno trpljenje, ali pa moški, recimo dela v Nemčiji, družino ima v Sloveniji in malo se vidijo, otroci so majhni, ga pogrešajo, pride domov za vikend, ne vsak vikend, je truden od dela, zgaran. Tako da, kaj je pomembno? Zdaj naredite test pri sebi. Prva stvar, ki je pomembna, vse, kar ne smeš, ti bom naštela. Biti omahljiv, izogibati se konflikta za vsako ceno, se pravi, se bom naredila in pa spet imam nadure v službi. Se pravi, rečeš, ne moram. Ne moram, a je nujno, da to naredim. To sem že 3-krat naredila nadure, zdaj ne moram več. Pa bo konflikt, ampak pol bo konc. Se pravi, izbirati kompromise na vsako stvar, če ne gremo v hribe, on bi šel v hribe, ona na morje, na konc gremo v neke toplice. Ampak zdaj ni noben zadovoljen. Se pravi, preveč biti kompromisen ni v redu, biti pasiven ni v redu, brezbrižen Bog ne dej. In pa non-stop spreminjati neke cilje, danes bi tako, jutro bi tako, zdaj bi kupili parcelo za gradnjo, zdaj jo ne bi, zdaj bi šli v tujino, zdaj ne bi, zdaj bi šli v to državo, zdaj ne bi. V glavnem, če imaš tlele dvome, v katero državo iti, po katerih čakrah si kompatibilen s katero državo, bom tudi to delala tekom leta 2024. Ogromno sem že testirala in to pač ogromno preizkušam, najprej na mojih brezplačnih Facebook prijateljih, potem še prej na mojih doma, in če rečejo, ja, res, lej, te moje energijske čakre so kompatibilne z državo, s krajem, kjer bi jaz lahko uspeval, pol tudi to lahko naredim. In v glavnem, ko sem rekla, kaj ne smeš, kaj pa ja, biti telesno aktiven, biti čim bolj neodvisen, celo bi se reklo, samooskrba, vrtičkarstvo, sončne elektrarne, to je v redu. Se pravi, vse, kar gre v smeri, da si čim manj odvisen, ali pa imeti kamin, drva, recimo, ok, hitro dobiš tiste par drvi, biti samomotiviran, ne čakati, da te bo okolje prisililo, da boš nekaj spremenil, in biti ful raziskovalec, ful detektiv, ful moraš brskati, tudi za mano brskate, itak, lejte, moje napovedi, zmaga Jankovićeve stranke Pozitivna Slovenija na volitvah, pa to ni noben uganil. Jaz sem imela v reviji Delo z novinarko Sandro Krkoč članek in dejansko sem bila edina na 2 straneh, ki je to napovedala. Kar se tiče leta 2020, recimo, ko je bil COVID, smo bili v studiu, vsi, to bo super leto, to bo wow, super fenomenalno leto,
jaz sem bila tako zaskrbljena, tako bleda, še zdaj lahko pogledate te posnetke, je bilo, mislim, da je bilo na Planet TV v oddaji Klepet ob kavi. Čist sem bila zaskrbljena, priporočala sem ljudem, ne hodijo nikamor, vsi so me gledali, sploh takrat se še ni nič vedlo. In kar se nanaša na naravne katastrofe, itak letos pač pravim, tako sem povedala že mojemu webinarju, nevarnost je največ za Primorsko in za Dolenjsko. Obremenjeni bojo tereni okrog mejnih prehodov in možno je ali potres ali streljanje. Se pravi, letos je bolj v tem smislu pretres, da nas nekaj nenadno pretrese. Tako da tudi okrog novega leta in kasneje velikonočnih praznikov ne priporočam potovanja v velika mesta. Če bi pa radi potovali recimo potem za prvomajske praznike, zdaj v prvem delu videa vam še povem, da je v redu, ne vse destinacije. In če bi se radi odselili v tujino, potem imate še čas, ker ko se bo drugje po svetu vojna zaostrila, bo poplava migrantov, pač če nisi ne vem kakšen kadar, tudi ti ne boš prišel kje, ker bojo se zaprle meje. To bo pa že za leto 25 in 26, tako da se bo naredilo res tisto, da ne moreš povsod iti, kamor bi rad šel. Zdaj imamo to srečo, da kar smo samostojna Slovenija, lahko potujemo in mnogi želijo slovensko državljanstvo ravno zaradi tega privilegija, ki jim je to kot odskočna deska, da gre naprej. Ampak na ta način človek ni srečen. Se pravi, kot da bi bil v prikolici, dokler si ne sezidam nove hiše. Pa veš, koliko je to težko biti nekje, kjer nisi rad. Ti moraš imeti rad svojo domovino, če ne moreš, tako kot svojo mamo, če ne moreš več imeti rad, te sili, da se odseliš od nje. Pa tem ni nič slabega, saj smo se vsi odselili od staršev. Se pravi, toksični odnosi so lahko tudi preveč ljubezni, odvisnostna ljubezen, cona udobja, raj tako, samo da je mir, mir za vsako ceno. In to pripelje, to je druga čakra. Vse, kar bo na preizkušnji, je druga čakra, na Slovenijo, na zdravstvo, zdravje in počutje vpliva prva čakra, se pravi, ne veš več, komu bi pripadal. A je kdo od voditeljev, ki mu je mar zame in za moje otroke? A bojo lahko prišli na želeno fakulteto? A moraš biti nujno odličen, da prideš na fakulteto, ki si jo želiš, pa pod ne vem kakšnimi ekstremnimi pogoji, ali bojo vse prav dobre učence dali kar samo plačniško, pejte, če hočete se šolati. Tako da kriteriji šolski se zaostrujejo do take meje, da 3/4 šolarjev ne bo mogla priti brezplačno, ne bi imeli socialno brezplačno državo. Kriteriji so pa taki, da je aleluja, no. Razen za neke poklice, ki niso zaposljivi, ki jih pol na koncu najdeš, da pečejo tiste pleskavice ali pa v McDonald'u, se pravi s fakulteto, otroci, ljudje, bi se reklo. In važno je, da zgradimo sistem vrednot. Važno je, da znamo porušiti, kar je slabo, da znamo vzdrževati, kar je dobro, in da znamo začeti takrat, ko je treba, da ujamemo pravi čas, da gremo s tokom in da delamo tisto, kar mi smo. Nikoli ne razlagaj svojih poslovnih idej ljudem, ki bi te lahko izkoristili, ki ti lažejo, ki niso podporni do tebe. Nikoli ne naredi tega. Bodi ful iskren sam s sabo in bodi moder. Jaz imam tule sobico, da vam predstavim mojo sodelavko in Pavova peresca, pa tako lepo okrašeno tole mojo živo smrekco raste. Pač sem človek, ki ima rada drevesa, in letošnje leto je pomemben hrast, želod, ki sem ga že predstavila v prejšnjem videu, velikokrat sem že govorila o tem. Hrast predstavlja trdnost,
Tudi baje, da hrastova plovila, barke, ni udarila strela, niso potonile. Ne? Celo vino zorimo v hrastovih bučih zaradi arome, pravijo. Ne? Hrast ima daje občutek varnosti, trdnosti, večnosti, ima globoke, močne korenine in ga noben vihar ne izruva. Je trden, trpežen, lep in ponosen. To rabimo, lepoto, zdrav ponos. Na preizkušnji bo prva čakra, ne? Se pravi ego. Jaz sem, recimo zdaj, ego je lahko, wow, jaz sem žena od oficirja, recimo moji mladosti so hodile tako ženske od oficirjev, imele borčevsko penzijo, od naraku peska nič delati. Jaz sem lastnik avtomobila te in te znamke, ali pa jaz sem mama, starš otroka, ki je doktoriral iz nečesa. Se pravi, nalepke, ego, identifikacije, to mora odpasti. Se pravi, jaz nisem moje delo, moji prijatelji, moji znanci, moji uspehi, čeprav tudi to sem, tudi to je del mene. Se pravi, jaz sem moja preteklost, ne, morate preveriti moje prejšnje prognoze v medijih, če mi hočete zaupati in verjeti. Absolutno ne verjemite kar tako naslepo. Ne iti tako na volitve, saj če se glih koga obkrožim, na koncu pa, čez eno leto pa pol. Ne, se nisem tako mislil, da bo, se sem si predstavljal drugače. Nič si nisem predstavljal. 90% Slovencev nima ne intuicije, ne zdrave pameti. Čez takole. To pa smo na popravnem izpitu. Značilnost Slovencev je hitro neka ideja in gremo, to je v redu, to je to. Ne, in pol se borijo za napačne cilje na napačen način, tako da ni nujno, da si ti tipičen Slovenc. Zdaj mlajše generacije niso več tipični, dosti je zvezdnih duš, prej je bilo dosti zemeljskih duš, ki so pač vztrajale, to je moja zemlja in za njo se borim, pa tudi če umrem. Zdaj zvezdne duše bojo rekle, ok, cel svet je moja mati zemlja in ni mi vseeno za to, kaj se dogaja na drugem koncu sveta, kakšni vremenski vplivi so tam ali so vojne, ker mi dobimo samo oblake, onesnažene z osiromašenim uranom smo dobili v Slovenijo. Mediji niso govorili o tem. Jaz sem to napisala, da je nevarnost iz zraka. In je bila eksplozija v Ukrajini orožja osiromašenega urana. Tako da jedrska tale katastrofa je bila, ne, in hrana bo ogrožena. Bi se reklo, zato je le dobro se pozanimati izvor hrane, ki jo kupuješ, pašta, moka, ne, od kje pride. Čeprav bi reklo, ko so oblaki, to se raznese, ampak se pol vmes umiri, tako da ni z tistih koncev, smo pa blizu z Ukrajino. Sploh kar se, bi se reklo, te radioaktivnosti tiče. In čas je, da ugotovimo, kje so moja čustva, kje je tista moja ljubezen, kje je tisto, kar lahko modro pogledam pri sebi. Sovica, o kateri sem že začela govoriti, predstavlja modrost. In jaz imam v spletni trgovini lovilec sanj s pravimi peresci sove zaradi energije modrosti. Energije modrosti in uvida, ne, da uloviš tiste, bi se reklo, modre delčke sebe na nekih drugih časovnicah. V glavnem človek živi več življenj, če narišem črte, ne, recimo, in tudi prejšnja življenja odsevajo skozi vse časovnice na tukaj in zdaj. In zato, če nastane ena travma v določenem obdobju, v prejšnjem življenju, ko prideš ti v tem življenju na tisto točko, v tista leta, ti se ven nekaj zbruhne. In tako bo kar množično, so se duše inkarnirale
recimo letniki 1935 do 37, zdaj tle moram še natančneje po datumih pogledati, bojo rabili neke spremembe ful v življenju, pa so letniki 1964 do 1967, potem so letniki rojeni 1994 in do 1996, se pravi, teli bojo res na enem hujšem testiranju in pa vsi tisti, ki imate družinsko karmično prekletstvo, to pomeni, da ste se rodili nezaželeni, da so bili starši na en način nasilni do vas, da so bili sploh nasilni do množice ljudi, da nosite nasilje v genih, pa makar je to potuhnjeno nasilje, tam lahko obrodi hude stvari, levkemijo, druge oblike kožnega raka, avtoimune bolezni, v glavnem, vkolikor pa je tvoje srce pri enemu, glava pa pri drugemu, ali človeku, ali na delovnem mestu, ali karkoli, potem začne pešati vid oči. Vkolikor prenašaš stvari, ki jih ne moreš prebaviti in ne moreš se premakati z mrtve točke, nujno čiščenje jeter in nujno hoditi. Se pravi, osnovna terapevtska vaja bi bila hoja in takrat ne razmišljati, ne planiraj, ne razmišljaj. Druga terapevtska vaja bi bila z osmicami v barvi neonske svetlobe, to je tale barva, ki jo imam tlele nekje takale, neonsko modra svetloba, tole bi bila recimo, zato sem tudi v tem stilu. Postaviti v svetlobni snop sebe in nasprotnika, s katerim imaš konflikt, to pač navideznega nasprotnika, če ga ni, pač mu pripraviš stolico, nastaviš na mobitel 15 minut in 15 minut si zamisliš, da med tabo in njim kroži neonska energijska svetloba v obliki osmice. Na ta način prekiniš neko energijsko sovraštvo, nek energijski naboj, večkrat na teden, ko to ponoviš, boljše bo. To lahko narediš tudi, če si odvisen od alkohola, cigaretov, droge, postaviš tam flašo alkohola ali pa si jo samo predstavljaš in delaš to osmico z zaprtimi očmi. Se pravi, vse postaviš v svetlobo, vse je varno in odstranjuješ energijsko povezavo. Leto 2024, seštevek ima energijo 8, ni še nič dokončno, še imamo čas, za popravimo svoje napake. Mi smo prevzeli predniško karmo, ker smo dobili naprimer od njih lepo hišo, dobili smo od prednikov lepo hišo, veseli smo, hvala predniki, podarili ste mi hišo, ampak zdaj hiša je potrebna obnove, strehe, fasade, to pa moraš darovati pa žrtvovati. In zato si tle prevzel predniško karmo, da jo ustaviš. In ko predniško karmo preko določenih vedenjskih vzorcev, ki so kar noter v te zapisani, ustaviš, ne gre več naprej na potomce. Se pravi, se ne prenaša več na potomce. Če imaš majhne otroke, tudi ne prenašaš več tega na potomce. Recimo, kako to tako v praksi izgleda, vzgajajo otroka na način, temu se je treba maščevati. Ja, ne smeš se igrati s tem, zato ker je njegov ded naredil nekaj hudega našemu dedu, a veš, proč od tezga. Mislim, jaz osebno nisem doživela tega, ampak to so mi povedali moji klienti na terapiji. Tako da grozljivo, celo zaprisega sovraštvo, zaprisega ubogljivosti, zaprisega pokorščini, zaprisega, da bo žrtvoval svoje življenje za voljo nekih
vojaških političnih ciljev, ne? Zaprisege avtoritetam, zaprisege molčečnosti, da moraš zadrževati svoje družinske skrivnosti. Najmanj ljudi mi zaupa družinske skrivnosti. So ljudje, ki sploh ne morejo nič govoriti in ne govorijo. Še do mene ne morejo presti, če imajo zaprisego molčečnosti. Jaz pa tudi ne morem pozvoniti pri njih doma na vrat in jim reči, vi pa res rabite mene, mojo pomoč, da vas odvežem, odrešim tega. Jaz vam povem način, kako se vi od tega odvežete. V glavnem, leto 2024, povem na kratko, bo pomembno, da ujameš pravi čas, pravi val, da si s srcem, z glavo in s telesom tam, kjer si, ali pa vsaj planiraj, da boš tam, kjer si. Pomembno je, da imaš dobre družinske povezave, če moraš komu oprostiti, če te je kdo tiraniziral, potem moraš vedeti, da sta žrtev in agresor eno in isto. Se pravi, starš, otrok, vloge se menjajo in tle moraš prekiniti vlogo žrtve in agresorja. V glavnem, agresija znotraj človeka pripelje človeka do take točke, da najde agresijo odzunaj. Zato ustvarjajmo mir. Mir znotraj sebe dosežeš na način, da so pomirjene tvoje želje. Ne moreš reči svojemu želodcu, daj mi mir. Ne moreš iti meditirati, če si lačen. Ne moreš nič početi, če te nekaj vznemirja. Ne moreš reči, kar mižal bom, pa me ne vznemirja. Rešiti moraš situacijo, ki te vznemirja, zato da jo pomiriš. Če ti kruli v želodcu, moraš jesti. Na ta način pomiriš želodec. Če si z ljudmi, ki ti ne ustrezajo, naredi vse, da greš k ljudem, ki ti ustrezajo, ki bojo boljši zate, kjer boš cenjen, spoštovan. Na ta način boš pomiril sebe. Se pravi, ustvarjaj harmonijo po zmožnosti, ki jih imaš, in če ne veš kako, bo vedela to tvoja podzavest. Tukaj sem, da opravimo lahko tudi pogovor moja duša s tvojo dušo oziroma moja duša preko višjega jaza s tvojo dušo v hipnotični regresoterapiji. Sledi mi v brezplačnih e-novicah, lajkaj ta video in me priporoči svojim prijateljem, ki potrebujejo nasvet za leto 2024 ali pa katero od mojih storitev, ki jih dobiš v moji spletni trgovini. Z vami sem bila Aleksandra Winkler-Drole. Hvala, ker mi slediš, subscribaš in ker se še kdaj gledamo in srečamo.